Dobrodošle, drage moje, v ta prostor, v ta tempelj, v katerega sem vas povabila. Tokrat s prav posebnim namenom, na prav posebno potovanje, ki se že nekaj časa pripravlja v meni in zdaj čutim, da je čas, da počasi vas povabim, da počasi začnemo. In sicer v tej predstavitvi tega programa oziroma tega potovanja bi vam rada najprej malo povedala o tem, kako si predstavljam. Vam malo predstavila tudi energije tega prostora in tudi vas mogoče potem povabila tudi v eno krajšo meditacijo, da se začutimo tudi na enih globljih nivojih in da lahko potem presodite, začutite, če je to za vas, če vas kliče, če je to prostor, v katerem lahko res se še globlje povežete s sabo, s svojo svetostjo, s svojo notranjo svetlobo in seveda tudi temo, ker to je del našega zemeljskega življenja. To potovanje je namenjeno predvsem tistim, ki čutite v sebi eno povezavo s pradavnimi modrostmi, pradavnimi vedenji, pradavnimi spomini, kot svečenica, kot ženska, ki je bila varuhinja vibracij srca, varuhinja svetlobnih kot, varuhinja prvinske radosti, varuhinja teh pradavnih vedenj o resničnosti, ki so se počasi pozabile, so bile zatrte skozi stoletja, tisočletja. In se pravi, to potovanje je predvsem namenjeno tistim, ki čutite v sebi nekaj, mogoče niti ne veste, kaj je to, mogoče imate že kakšne izkušnje, mogoče že ste na kakšnih prostorih, ko ste potovali, začutili svoja prejšnja življenja. Mogoče imate v sebi en občutek, da morate služiti eni božanskosti in vas včasih to napolnjuje z radostjo, včasih pa vas omejuje. Se pravi, ta prostor, ta sveti varni prostor bi želela ustvariti, da lahko raziskujemo vse te občutke in da se v vas in tudi v meni, ker v bistvu bo šlo za potovanje, ki ga jaz tudi ne bom predvidela v popolnosti, mogoče v nekaterih točkah bom že vedela, kam gremo, ampak se mi zdi pa, da je v bistvu tista lepota tega je pa to, da se res prepustimo vodstvu, jaz svojemu vodstvu, ki me vodi skozi to in ki se res skozi sproti razodeva, odvisno od vsake od vas, kaj prinesemo tukaj v ta prostor, tudi ker jaz nimam vnaprej pripravljenega programa, ampak vsaka prinese svojo dušo noter v ta prostor in stvari se odvijajo z vsemi nami skupaj. In seveda je to prostor, v katerem si ne predstavljam, da vam bom dosti predavala, mogoče kakšne stvari bom povedala iz svojih izkušenj, iz svojih dolgoletnih potovanj, raziskovanj tega, kar imenujemo sveta žensko, sacred feminine. Ampak predvsem pa bi želela tukaj ustvariti prostor, varen prostor, v katerem vsaka od vas res lahko začuti globlje in globlje plasti
svoje lastne biti in se odpre v tem prostoru varnosti, v dimenzije, v razsežnosti sebe, ki čutiš jih nekje, čutiš, da te čakajo, čutiš, da te kličejo, ampak nekako še se niso odprla vrata, da bi jih res doživela, da bi jih res začutila, da bi stopila v te pokrajine sebe in v to svojo svetost na tej res globoki ravni, ko se začutiš, ko veš. In to je mogoče res ena izmed teh namenov, to potovanje, v katerem se ti sama sebi razodevaš, kjer si na neki način vodena, hkrati pa si tudi svobodna, da se odpiraš v svoje prostore, in da se tebi razodeva tvoji spomini, tvoje znanje, tvoja vedenja, tvoji darovi, tvoja ustvarjalnost. Ker kaj pravzaprav, ko rečem svečenica, kaj pravzaprav s tem mislim? S tem mislim to, da nekatere od nas, mnoge mogoče, to še ne vemo, ker se zdaj vedno bolj razodeva, vedno bolj se prebuja te spomini v nas, tudi kolektivno. Se pravi, svečenica je tisti del v nas, ki ima te spomine na to služenje božanskemu skozi stoletja. Ali pa v določenih obdobjih, ali pa mogoče enkrat, dvakrat, mogoče 100-krat, 100 življenj, 200 življenj, to vsaka ima svojo zgodbo. Ampak bistvo je to, da čutimo eno povezavo s svojim srcem, s svojo vibracijo srca, s svojo vibracijo maternice. Čutimo, zaznavamo okolje, včasih že vnaprej vemo, kaj se bo zgodilo, včasih imamo ene sanje, ki nas prebujajo podnevi, ponoči, imamo ene izkušnje, ki si jih ne znamo čisto razložiti. In jaz vam ne obljubljam tukaj, da bomo si znale vse razložiti, mogoče celo obratno, da bomo dovolile, da določene stvari ostanejo nerazložljive, ker so del ene velike skrivnosti, ampak da bomo znale ta prostor v sebi razumeti, da bomo znale spoštovati ta sveti prostor v sebi. In tukaj v tem programu, oziroma programom je taka hecna beseda, na tem potovanju si bomo res dale prostor temu, se pravi prostor svoji poti, prostor svoji duši, prostor, kjer se res lahko razprostremo, kjer negujemo to svojo svetost in jo poglabljamo in se prepoznavamo vse globje in globje skozi različne arhetipe, skozi različne kvalitete, skozi različne svoje obraze. Mogoče enih par pomembnih smernic tega potovanja je, recimo prva je sočutje do sebe. Zaradi tega, ker ugotavljam, da smo v teh duhovnih svetovih, na tej duhovni poti, sploh recimo te, ko smo bile nekoč res predane tej svetosti, božanskosti, da smo včasih res zelo stroge do sebe. Polne enih pravil, kaj bi naj bilo sveto, kaj je sveto, kaj ni. Ali sem danes dovolj naredila za povezavo s svojo dušo, ali sem dovolj disciplinirano naredila svoje vaje, svojo hrano, vse to.
V bistvu bomo res se poskušale osvoboditi vseh teh spon, ne. Ker naš namen je, da resnično postanemo svobodna bitja, svobodne ženske, ki čutimo to povezavo s svetostjo in jo živimo v svojem telesu kot naše telo je naš tempelj. Ne rabimo več nobenih teh omejujočih pravil, in ker vsak trenutek vemo, v sebi čutimo, če si to dovolimo, če spustimo vse to navlako, bomo res v sebi vedele, kaj je tisti trenutek za nas in kaj je tisti trenutek samoljubeče. In se pravi, sočutje do sebe tudi v tem smislu, da sprejemamo tudi vse tiste dele nas, ki jih imenujemo temne, ki jih imenujemo, to pa ni, to so neke nižje vibracije, ne vem, kaj vse, veste, kakšne besede vse uporabljamo za te naše uboge človečke v sebi, ki pa si samo želijo ljubezni. In si želijo biti sprejeti, sprejete. In v tem prostoru bomo res nekako negovale to samoljubečnost in opazovale, kjer smo še stroge do sebe, kjer smo še obsojajoče, kjer še so neki prostori, ki jih še vedno ne sprejemamo, ki jih še skrivamo, ki jih želimo spreminjati, ne, in to je ena izmed pomembnih stvari, se mi zdi, vsaj za sebe. Tako čutim, da sem res dosti časa tudi tega svojega življenja preživela v nekih res strogih kriterijih, kaj bi jaz mogla, kakšna bi mogla biti, in vsem drugim še bi nekako lahko oprostila, tudi ne vedno, in če nisem mogla oprostiti, sem se zaradi tega še bolj obsojala, ne. V bistvu vse to je res nekaj, kar nas samo obtežuje in nam zapira srce. In tukaj bomo nekako si dovolile tudi to, da smo takšne, kot smo, in da smo tudi včasih samo človeške in da je tudi včasih da je vse v redu. Naslednja taka recimo smernica je opazovanje tega, se pravi, večdimenzionalnega doživljanja sveta. Opazovanje tega, kaj nam dejansko duša ponuja, kam nas vabi, na kak način se nam razodeva. Vsaka ima svoje načine, in da začutimo svoje načine in da začutimo in da znamo vedno bolj spoštujemo ta svoj sveti prostor, in vemo, kaj je naše, kaj je tvoje, kaj je moje, da se znamo tudi res vrniti vase sredi vsega tega direndaja in sredi vseh teh kaotičnih energij, v katerih se nahajamo, ne, vse bolj na neki način, je okolje, svet, ta nemir in ta dualnost pritiska zdaj res močno, in da se res vračamo vedno znova v ta svoj prostor, kjer je vse v redu. In od tod potem se odpiramo vodstvu notranjemu in se odpiramo svojim darovom, svojemu vedenju. In da znamo prepoznavati,
kaj prihaja iz tega vedenja notranjega in kaj prihaja iz prostorov, recimo uma, strahov, tega, kaj bi jaz morala in kaj se od mene pričakuje in kaj sama od sebe pričakujem. Da res tukaj odpremo ta prostor, kaj pa v resnici sem in kaj v resnici je v meni, ki se želi razodeti, ki se želi odpreti, ki se želi pokazati svetu, kaj je tista resnična moja strast, ki izvira iz moje duše, iz mojega srca. Ustvariti ta prostor miru v sebi, negibnosti, v katerem ti subtilni vzgibi začenjajo postajati dotakljivi in nam vidni, nam čuteni. To so tiste, pravzaprav v praktičnem smislu, v vsakdanjem življenju, kako bomo lahko se vse bolj urle v temu, bi rekla, ampak na en tak zelo subtilen, nežen način. To bo ta potovanje bo pravzaprav zelo subtilna pot. Subtilna, ker ta občutenje svoje duše je pravzaprav zelo subtilno. In tukaj bomo poskusili res ustvarjati ta prostor, ker ne gre za besede toliko, ampak za ta občutek, v katerem eno polje, ki ga ustvarimo, eno polje ljubečnosti, polje različnih kvalitet. In različne kvalitete bomo raziskovale. Recimo jaz dosti pravzaprav sodelujem, se povezujem oziroma čutim to prisotnost teh mojstric, predvsem Marije Magdalene, Marije, Ane, se pravi teh mojstric, ki so s Kristusovo zavestjo povezane, ki je rada včasih rečem tudi kristalno zavestjo, ker Kristusovo, kar nekako na Kristusa asociiramo. Gre pa v resnici, v mojem pač razumevanju, za to Christ consciousness, Christ v meni. Jaz sem tudi Christ, ti si Christ. Ta kristalinska svetloba ljubezni, ki je v bistvu del tebe, del mene in ki jo je Kristus poosebljal, utelešal, ni pa to njegova Kristusova, ampak je to nekaj, kar je on pač poosebljal, je pa v vsakem od nas. In te mojstrice pa čutim kot, da nosijo v sebi, isto tako Kristusovo, to Christ, ampak vsaka v svoji kvaliteti, vsaka v enem svojem okusu, bi rekla, vsak niansi, tako kot je naša duša, naša notranja mojstrica, je unikatna, ne? Čeprav smo vsi eno, tako večkrat slišimo, ampak smo pa v temu zelo unikatne. Če pogledamo recimo Marijo Magdaleno ali pa Mati Marijo, jaz jo čutim obedve kot zelo svetlobno bitje, ampak vsaka ima svojo kvaliteto. In tak smo mi, vsaka ima svojo kvaliteto v sebi in tudi temu bomo dali prostor, da srečamo to svojo mojstrico v sebi. Ker to je pomembno tudi povedati, ne, da te, ko smo bile svečenice, ki smo res poklanjale, posvečale svoja življenja ohranjanju te božanskosti v zemeljski, v človeški zavesti, se pravi v kolektivni zavesti človeštva, ki smo služile temu, kar recimo rečemo boginja, božanska mati v različnih imenih.
mi smo bile v bistvu zelo predane temu. Zelo smo služile temu. Svoje življenje smo pravzaprav posvetile temu svojemu služenju. In jaz čutim, recimo v mojem procesu, v zadnjih, recimo še posebej v zadnjih 8 letih, recimo, da se ta občutek služenja preobraža. In sicer, da ta odgovornost, ki jo imam do tega služenja, se sprošča, se preobraža v to, da jaz začenjam dojemati, da pravzaprav ne rabim v tem življenju služiti na ta način. Da v tem življenju postajam v bistvu svoje svobodno bitje. In da vse to služenje je pravzaprav nekaj, kar je v mojem telesu. Vsaka izmed nas ima ene zapise, za katere je bila odgovorna. Ene svetlobno polje, ki ga je prenašala skozi svoja življenja. In to življenje je, ki ga zdaj živimo, je čas, ko vse to lahko začutimo. Ko lahko to začutimo v sebi, ko se te kode v nas aktivirajo, zasijejo. Ko naša svetloba zasije, ampak ne več kot služenje, temveč kot življenje, že samo s tem, kot to sijemo, služimo, ampak ne rabimo prav služiti, ampak lahko res zaživimo sebe, svojo radost. In tudi ko služimo, ne služimo z nekim žrtvovanjem sebe, ali pa žrtvovanjem svojega zemeljskega življenja, ali pa žrtvovanjem odnosov, žrtvovanjem tega, da si privoščimo obilje, ne? Ker dostikrat smo živele v teh svečeniško življenje, je dostikrat bilo v enih asketskih pogojih. V glavnem, hočem to povedati, da pač iz svojih izkušenj govorim, da bo tudi ta prehod potekal v tem programu našem, v tem potovanju tega osvobajanja, tega občutka, da pa moram nečemu služiti, nekim starim znanjem, nekim starim zavezam, ampak da sprejmem ta znanja kot del sebe, kot del svojega mojstrstva, ampak zdaj nisem nikomu nič dolžna, nobeni, tudi ne rabim služiti boginji, ker boginja je v meni. Ker jaz sem boginja. Vse, kar jaz čutim, je del mojega kozmosa. In to se mi zdi ena taka, mogoče radikalna za nekatere, ne, ker recimo, če pogledate določene šole, iniciacije v svečenice in to, ke še zmeraj obstajajo, ki jih vodijo določene svečenice, bivše, mislim, po internetu, ki jih lahko najdete. Nekatere so prav temu usmerjene, da se spet spomnimo tega svoje svečenice in da spet smo inicirane v to in da spet imamo neke poti k temu, ne, obrede, ki nas povezujejo s tem. In smo spet, kot služimo, spet smo en kanal, ne, za služenje. Tega tukaj ne bomo počele. Obredja, ki se jih spominjamo v sebi, marsikatera dela svoje obrede, ne, ali pa jih na svoj način ustvarja. Jaz tudi, jaz nekako imam tudi obredno gledališče, mogoče nekatere poznate, ampak vsa ta obredja so na neki način prišla iz mene, iz mojih vizij, sem jih obiskovala, določene obrede po celem svetu, ampak to, kar pa jaz v svojem življenju počnem, ali pa skozi svoje gledališče, je pa nekaj, kar prihaja iz mene. In tukaj nas bom res spodbujala k temu, da najdemo svoje,
da vzamemo te stare oblike ali pa te oblike, ki nam jih drugi nekako predstavljajo kot način povezovanja z božanskim, da jih vzamemo mogoče kot navdih lahko, ampak da pa res se odpremo svojemu lastnemu. Da res te spone na različnih nivojih počasi opuščamo. In da smo res, postajamo vedno bolj mojstrice ljubezni v sebi. Svobodna bitja, realizirana bitja, ki smo v to življenje prišle, da integriramo vse svoje dele in da smo celota. To je ena izmed pomembnih stvari, ki bi si jih vam želela povedati. Naslednja stvar, ki recimo se mi zdi zelo pomembna, je odpiranje različnih kvalitet srca in odpiranje različnih kvalitet maternice. Ker jaz vse bolj ugotavljam v teh letih, v katerih se odpiram sebi skozi potovanje navznoter, skozi čutenje navznoter, da je moje telo res kot ena velika zakladnica različnih diamantov, bom rekla, oziroma različnih barv, različnih svetlobnih, fluidnih kvalitet. Ljubezen ima tisočero občutkov. In kot ena knjižnica, ki ima tisočero knjig. In tukaj bomo, v tem potovanju se bomo dotikale teh različnih kvalitet, ki se včasih niti ne dajo povedati z besedami. Ampak so občutki. In recimo občutek imam, da bomo zelo recimo potovale tudi v svojih notranjih potovanjih, ne, da bomo šle recimo na prostore, recimo kot so recimo Delfi, in da nas bojo tam svečenice, mogoče katera tudi izmed vas se povezana čuti tam in ima spomine na Delfe. Tam recimo je prostor, kjer bomo svojo sakralnost, svoje maternice odpirale in jo spoznavale. Razsvetljeno maternico. Kreta je tudi tak prostor, kjer je prav, tako čutim, kot ena akademija Sacred Feminine, kjer se prav ta kvaliteta neguje, prav ta svetost, svetlobnost maternice. Potovale bomo tudi recimo v Avalon, tam nas bojo svečenice, se bomo odpirale te svetosti vode recimo in ki nam bo pomagala tudi prečiščevati svoje, vse to, kar se nam včasih naloži skozi življenja, pa tudi skozi vsak dan, ne. Da prečistimo, oziroma dovolimo tej sveti vodi, da se zliva v naš trebuh in nas očisti, nas spet presvetli, bom rekla. In še druge svetišča, druge recimo, sigurno se bomo srečale tudi s črno boginjo. Sigurno. Ker črna boginja je varuhinja resnice in ne dovoli, da se v nekih iluzijah pacamo, ne. Nas postavi na prostore, kjer na trdna tla, bi rekla, nas postavi in preprosto nekatere stvari morajo odpasti iz našega življenja, če želimo res biti zveste sebi.
ali pa pač ni odpas našega življenja, ne bi rekla, da zdaj ni za to, zdaj bomo pa vse ven vrgle. Ampak da se zavedamo tega, da biti zvesta svoji resnici je ena izmed zelo pomembnih stvari na naši poti. Ne morem iti recimo res v svojem potovanju vase in hkrati recimo podpirati ene recimo ljudi ali pa v svojem življenju, ki so mi škodljivi, ki me ponižujejo, ki me preprosto moram si ustvariti prostor, kjer lahko sem to, kar sem. In postopoma res nekako najti ta svoj prostor in vedno bolj čutiti, kaj je za mene in kaj ni. In imeti pogum pogledati resnici v oči. Ne bo vse rožnato, ne, ni vse rožnato, ne bomo gledali samo skozi rožnata očala, čeprav tudi bomo, zaradi tega, ker del našega potovanja bo tudi povezovanje in spominjanje teh skrivnosti oziroma teh vedenj vrtnice. Mysteries of Rose, tudi s katerimi tudi nekatere izmed vas imate zelo močne povezave, močne spomine, nekatere jih že poznate, se jih spomnite, nekatere jih čutite. To bo tudi, ja, del gledanja na življenje skozi oči naše duše, ki so včasih rožnata, bi rekla, ker gledamo nase in na svet s tisto globoko ljubeznijo, ki smo jo varovali, ki smo jo negovali skozi stoletja. In zdaj je res čas, ko lahko počasi si to dovolimo. Kljub vsemu, ne, zakaj? Prvič kljub vsemu. Ta znanja, ki jih zdaj odkrivamo, so bila res zatrta. Dostikrat smo umirale zaradi njih. Dostikrat smo bile se znašle v institucijah, kot so psihiatrične bolnice. Znašle smo se na tapeti obsojanja, na sramotilnih kamnih, na velikih nevarnostih, ker smo negovale to vibracijo, ker smo negovale ta znanja. In marsikatera od nas, z mano vred, ni lahko to prinašati zdaj v javno, ne. Tudi ni varno prinašati mogoče v svoje okolje, govoriti o tem, niti čutiti. Tudi v sebi imamo te mehanizme, ki nam govorijo, to, ali lahko sploh zaupam temu, ali lahko sploh zaupam svoji lastni duši. Ali me bojo imeli za noro, ali se bojo posmehovali, ali me bojo celo smrtni strah je lahko noter, ne. V glavnem tudi tega se bomo dotikale in dovoljevale, da vse bolj stopamo v svojo lastno ljubezen, ker to, kar v resnici svečenica je bila in je v nas, je varuhinja čistosti srca. Se lahko malo ustavimo in začutimo čistost svojega srca.
To milost v sebi. Ki se sliva z našim trebuhom, z našo maternico. Ki se zliva s celim telesom. Čutimo ta svoj sveti prostor, varen prostor. Svojo svetost. Svoje svetlobno polje. Ljubezen v sebi. To mogočno ljubezen, ki jo večkrat kar nekako ukalupljamo in si ne dovolimo, da se res razlije. Tukaj, v tem potovanju, v teh prostorih, ki jih bomo ustvarjale, si bomo res dovolile svoje ljubezni, da steče svobodno in da si jo dovolimo čutiti, da si jo dovolimo negovati, da ji dovolimo odpreti še širši prostor in da tudi z ljubeznijo pogledamo na vse tiste delčke oklepa svojega ali pa vseh tistih prostorov v sebi, ki jih še obsojamo. Da jih ljubezni objamemo, da vejo, da so varni, da ne rabijo biti skrčeni v nas. Toliko sramu je v nas, kolektivno. In tukaj bomo tudi to včasih plasti. Včasih se mi zdi, se to že vse sem naredila. Potem pridejo nove plasti. Ja, res se veselim tega potovanja z vami. S tistimi, ki boste res to začutile. In se na nek način posvetile, ne, tem sebi, ker v bistvu to je potovanje zate. To je res potovanje zate. Na nek način ena darilo sebi in hkrati zaveza sebi, da recimo nek določen čas se vračaš v te prostore in jih raziskuješ in jih se odpiraš in na koncu prideš ven bolj barvita, bolj sijoča, bolj ljubeča do sebe in tudi do drugih v bistvu, ne. Delale bomo tudi boginja Isis bo sigurno kot podpora. Zaradi tega, ker smo mnoge z njo delale v preteklih življenjih. Različne kvalitete bomo spoznavale, čutile, ampak neko čaščenje zdaj. Tudi ne bomo častile boginje, ker ona je zdaj tukaj v nas, da nas počasti.
za vse delo, ki smo ga opravljali, in za vso to prisotnost lepote, ki jo si upamo nositi v sebi. Vseh teh zakladov, ki jih vse bolj odpiramo v svojem telesu. In so naša telesa zaradi tega vedno bolj barvita, vedno bolj živa, vedno bolj vibrirajo v živosti, zaradi tega, ker vedno bolj prihajamo v svoje naravno stanje. In vsaka v svojo, res tisto svojo frekvenco, svoje frekvence, ker jih imamo več. In v upravljanje res tistega, za kar smo prišli sem v to življenje. Zdaj tako čutim, da to življenje je res ena kulminacija vsega tega, kar smo se naučili, kar znamo, kar smo počeli, in hkrati je ena taka, eno zaokroženje vsega in hkrati odpiranje enim novim prostorom. Življenju v novi zemlji, na novi zemlji. Skozi naše lastno srce. Kot ste zdaj videli, mogoče naša pot ne bo premica z nekim določenim programom, ki ga moramo narediti, ampak odpiranje prostorov, kjer nas bo naša duša vodila. Zdaj vidim, da je že skoraj ura, tako da ne bom zdaj naredila dolge meditacije, ampak vseeno bi vas še enkrat povabila, da se začutimo, svoje srce, da začutimo to nežnost v sebi. Da si dovolimo res odpreti svoj ljubeči duši. In začutiti njeno ljubezen. In začutiti, kako smo ljubljene. In kako smo spoštovane. Za to pot, ki smo jo opravili do zdaj in ki še jo bomo. Ampak opravili smo res veliko pot, vsaka izmed nas. Če ste poslušali ta video do zdaj, pomeni, da ste opravili zelo dolgo in težko tudi pot. Prehodile. In da s tem, ko razumemo tudi te svoje težke izkušnje, da vse to je imelo smisel, da smo zdaj tukaj. In da v vse to lahko vnesemo svojo frekvenco ljubezni. Da
lahko ne rabimo biti vedno samo močne, ampak da si dovolimo, da se odpremo, tudi da se zlomimo, da lahko skozi te špranje, skozi te razpoke preteče ta ljubezen, ta svetloba, ki jo tako dobro poznamo. Hkrati imamo občutek, da se nam odmika skozi vsak dan. Ampak zdaj je čas, da res vse te stvari pridejo skupaj. Da se res vstavimo vase in zlijemo za svojo dušo, jaz kot ženska, kot človek, z mojo božanskostjo, ki ni več nobena boginja izven mene, ampak je moja duša, jaz. In vsaka boginja, s katero čutiš povezavo, je del tebe. Tako da vas srčno vabim, če čutite, če začutite, da se pridružite temu potovanju. Bom še mogoče kaj objavila, da še kakšno izkušnjo recimo doživimo, bom videla, kaj bom začutila. Vse informacije boste našli na spletni strani, vse praktične informacije. To je to. Srčno vabljene v svoje svetišče. Naše skupno, ampak tvoje, ki se bo razodevalo vse bolj v različnih odtenkih. Tebi, tvoje unikatno bitje, tvoja unikatna pot tukaj na zemlji. Dobrodošla.